pozdravljeni in dobrodošli v mojo družbo. V moji družbi pa Diana, smo pa v trgovini Orka v Ljubljani. Kot vidite, izdelkov je ogromno, mi pa bomo danes napadli tvoje znanje. Diana, živijo. Najprej hvala ti za tvoj čas, pa za vse znanje, ki ga boš delila z nami. Jaz mislim, da vse bolj ugotavljamo, kako zelo je zdravje pomembno. Kaj bi ti rekla, da je najbolj pomembno pri ohranjanju zdravja? Najbolj pomembno, najprej živel sem, najbolj pomembno je preventiva. Potem so tudi najbolj šibki, zato ker v preventivi se niti ne govori tako zelo veliko, mi se mogoče slišimo, joj, prihaja jesen, zima, treba ukrepiti imunski sistem, pika. In potem v bistvu se tudi potem vsak po svojega krepi, eni z žganjem, eni s sadjem. Ja, res je in eni pa z ničemer. Tako da na preventivi smo zelo šibki, pa v bistvu največ bi lahko naredili ravno na preventivi. Recimo v kitajski medicini, s kjer jaz izviram, je včasih veljalo tako, da zdravnik kitajske medicine na vaseh na Kitajskem še zelo dolg časa nazaj je dejansko bil plačan takrat, tisti mesec je dobil plačilo, ko je bila cela vas zdrava. To bi bilo zelo zanimivo dan danes v našem zdravstvu, ne vem, pustiva. Ne bomo. Se pravi po učinkovitosti in svoji modrosti. Tako, se pravi, da je deloval na temu, da je preprečeval oziroma da je omogočil ljudem in pomagal jim, da ohranjajo zdravje, torej so krepili svoje zdravje. Pri nas pa v bistvu se bolj ukvarjamo z boleznimi. Čakamo, da zbolimo in potem, ko zbolimo, bi sicer radi hitre rešitve, ki pa niso vedno možne. Velikokrat dajemo oblične rane namesto, da bi razlog za rano. Ja, ker hočemo pač neke hitre rešitve, zdaj sem tako, kako sem, pa imamo mogoče kakšne obveznosti v službah, doma, z družino, kakorkoli, rabim biti čez 3 dni zdrava, rabim, ne vem, kakorkoli, ampak kakor pravim, če se ne ustavimo sami, nas ustavi telo. Absolutno, slej kot prej. Tudi se mi zdi, ne vem, če se strinjaš z mano, veliko je tega, da zelo dobro vemo, kaj preprečuje gubice in staranje in celulit in tako naprej, ne pa nujno, kaj je tisto, kar krepi naš imunski sistem. Zelo dober point, se strinjam. Zelo veliko dajemo na nek zunanji videz. Jaz mislim, da če bi se vse bolezni zrcalile dosti navzven, se pravi, da bi bila vročina veliko bolj vidna navzven. Da bi imeli tako displej na čelu. Ja, pa bi mogoče malo več. Malo hitrejši tudi odreagirali. Ok, se pravi, tukaj bomo zdaj tebe čim več izprašali. Kaj je tisto prvo, kar je pomembno za imunski sistem? Dober biološki teren telesa. To nam je zdaj sem jasno, kaj je povedala, ne? To jaz zelo ponavljam, zato ker želim, da to nekako ponotranjijo ljudje, da razumejo, kaj mislim s tem, ko govorim. Torej, to je približno tako, kot na vrtu. Bomo slabo zemljo lahko posadimo še najboljše sadike ali pa damo najboljša semena, pa pač ne bo bilo to, ker okolje ni primerno. In moramo pač pozdraviti oziroma moramo omogočiti, da je okolje primerno, ali pa recimo, ne vem, če bo koruza imela en tale v koruzi pač, tale en semenček črn, je to tako pač, če mi spulimo ta en semenček, še vsem bo vse ostalo na isti podlagi in bo slej ko prej iste težave razvila. Tako da mi moramo poskrbeti za biološki teren telesa, da je naša zemlja v telesu primerna, zdrava, obogatena s hranili, z drugimi besedami, vitamini, minerali, da imamo dovolj encimskih zalog, da imamo dovolj dobrih bakterij v naši mikrobioti, kjer je sedež imunskega sistema in potem naš telo v bistvu naredi zelo velik sam. Zdaj pa ponovadi tako naredimo, nekaj preberemo v kakšni reviji, mogoče zasledimo v kakšni oddaji, nekaj časa je moderno piti, ne vem, ful probiotikov, potem je moderno piti kaj drugega. Koliko je to pametno, da kar sami na lastno pest posegamo po nekih prehranskih dopolnilih, ne da bi vedeli resnično to, kar mi potrebujemo? Ja, to je zdaj dvorezen meč. V tem sistemu, kako bi rekla... Ponudbe je ogromno, če se iskrene. Ogromno in žal ogromno tudi, bom rekla, slabe, zaradi tega, ker pač ne prinaša rezultatov, ki bi jih prinašal pač ta kvaliteten izdelek. Tako da do neke mere vse ni treba znati ločiti zrno od plevel, ampak jaz mislim, da do neke mere je tudi naša odgovornost, da mogoče pa majčkeno pa tudi damo več poudarka oziroma časa, da malo več preberemo, pa mogoče izluščimo, kaj je dobro, kaj ne. Sej informacije ogromno, najdemo neke vire, ki jim zaupamo, pač nimam nič proti influencerjem, da se razumemo, vse je
vse na svoj smisel in tako, kot sem večkrat povedala tudi na svojem profilu na Instagramu, sem o tem javno govorila. Super so za potovanja, kje se dobro je in tako, ampak ne moremo pa pri njih recimo iskati nasvetov za zdravje v smislu, ne vem, ta probiotik je dober, meni je ful pomagal, res nimam več težav, uporabim mojo kodo to in to, da ga kupaš, a ne? To je reklama, a ne? Tako kot jo imamo za pralni prašek, jo imamo pač tukaj za to. In zdaj, če danes se reklamira, ne vem, ta probiotik, jutri se bo, ne vem, mehčavci za pranje perila, pojutrišnjem pa kje je najboljša pica. Ja, razumem, jaz bom tako rekla, ne. Marsikdaj pa tudi mi v pogovoru, mogoče nekaj mi ful pomaga, ni nujno, da bo tudi tebi, ker sigurno nisi ista oseba. Jaz pravim, dostikrat, ko se govori bioenergetiki, pa ne vem, rejki, pa gor, pa dol. To so zelo neotipljive stvari. Zdaj, če imaš ti nogo polomljeno, ne boš v okulistu, to nam je razumljivo. Se pravi, najprej oceni sebe, kaj potrebujemo in kaj ne. Kako bi nam tle mogoče svetovali? To je res, bi samo še nekaj dodala. Tudi recimo ista težava, se pravi, imamo mi mogoče lahko isto težavo, ampak naj vzrok ni. Razlog je pa lahko zelo drugačen. Tako, kar pomeni, da bo odpravljanje težav pri tebi ali pa pri meni, kljub temu, da je simptom enak, čisto različno. Tako da, fajn je najdeti tudi nekaj, v kar verjameš. Jaz mislim, da je tukaj ta moč misli, danes že vemo, koliko je pomembno. Koliko je to pomembno? O epigenetiki se govori zelo veliko, o frekvencah se govori zelo veliko. Imamo pač znanstvenike, Joe Dispenza in druge, ki govorijo javno o tem, kaj vse se da z močjo misli doseči. Kolikor lahko se z mislimi zbolimo, se spravimo v negativno stanje. Sigurno, če ti zjutraj ostaneš in si cel dan govoriš, da te bo glava bolela, da se slabo počutiš, če ni vrag, da tam do 1,5 boš že čutil, da ti tlele razbija. Točno to, točno to. Pač, ponavljanje nekih misli pač vodi v določene vzorce, potem ki se materializirajo na tak ali pa drugačen način. Tako da zato spravim, da je to, da nekaj, kar delamo, da nekaj, kar počnemo, da v to verjamemo, je tudi zelo pomembno. Oprosti, kad ti skačem, moja mama je bila zelo taka. Ona je mogla vsako bioenergetiko, ki je slišala, da je dober, in potem, ko je k njemu prišla, je v čakalnici sedem, ker se meni nobene more pomagati. Se meni nobene more pomagati in potem je ven prišla že skoraj da zmagoslavna, saj sem vedela, da mi ne more pomagati, tako da ja. Ne vem, če je vedno samo placebo učinek tisti, ki je pomemben. Placebo je še tudi hujši. Tisti, ko mi ne verjamemo, če recimo se pa zdaj znajdemo z nekimi težavami, pa ne vemo, kam se obrniti, pa mogoče tudi v zdravstvu nimamo posluha. Kaj je tisto, kar bi nam pa ti mogoče svetovala? Na katere preglede pa mogoče gremo lahko samo plačniško? Tako, jaz mislim, da lahko veliko naredimo že brez pregledov, z nekimi osnovami. To rabimo. Kaj je osnova? Osnova je, če začnem dovolj spanja, počivanja. Med počivanjem se telo regenerira. Torej, mi ne moramo pričakovati, če bomo mi v kroničnem pomanjkanju počivanja, spanja, če bomo kronično utrujeni, da bomo mi ok. Bomo ok prvi teden, pa drugi, pa prvi mesec, pa drugi. Pa potem mislimo, da bomo šli dvakrat prej spat, pa bomo kar regenerirali. Sploh, če imamo televizijo v prostoru in tako naprej, koliko je motečih dejavnikov. Pa telefoni danes, in ok, če nimaš težav, v redu, ampak če imaš, pač redko kdo bo zdaj to, kar to. Ja, vse to vsi govorimo, ampak telefoni so še vedno v spalnicah. Ja, zdaj, ok, ampak če pa že imaš težavo, oziroma če že imaš simptome, pa vsaj takrat nekaj naredi. Ker, ko se pojavljajo simptomi, nam telo že ne več šepeta, ampak že kar na glas govori, da nekaj ni ok. In bo slej, ko prej začel kričati. To so pa potem že različne bolezni oziroma bolezenske stanja, ki se razvijajo. Torej, s tem v bistvu to je tako, kot kredit, ki ga ne odplačaš. Slej, ko prej boš mogel odplačati. Ali bo pa banka prišla, povzela, v tem primeru bolezen bo prišla in od tebe zahtevala, če ne drugega, počitek. To, kar do zdaj nisi dal. Tako da spanje, tudi recimo v naturopatski šoli so nas učili, da če pride stranka z milijon težavami, ker ponavadi, ko pridejo, imajo že zelo veliko težav, prvo, kar je, če ne spi, je treba predvsem urediti spanje, ker drugače ni časa za regeneracijo, ni časa za obnovo. Mi lahko vse drugo delamo, ampak mora najprej oseba spati. Tako da spanje je zelo pomembno. Bi mogoče rekla, da mogoče zasleduješ ali pa misliš, da je povezava med depresijo in temu, da smo mogoče samo enostavno zdelani tok? Definitivno. Definitivno. Se zdaj vemo, da recimo dolg časa izgorelost ni bila klasificirana kot bolezen, in vsi ti ljudje so dobili diagnozo depresije. Kaj pa je kronična utrujenost, kaj pa je izgorelost? Se nam že samo ime pove, kaj to je. Tako da definitivno. Velikrat je depresija, zdaj seveda obstaja klinična depresija, obstaja, ki potrebuje zdravljenje točno tako, kot je zasnovano. Jaz
kot sem milijonkrat že povedala, absolutno nisem proti uradni medicini in sem vesela, da živim v svetu, ko je na voljo uradna medicina, ker nam lahko ogromno da in lahko ogromno pomaga. Istočasno sem pa velik zagovornik alternativne medicine, s tem, da se sprašujem, kaj je alternativa. Ne? Tisto, kar je primarno obstajalo, ne more biti alternativa. Absolutno, ko si pa to dobro povedala, to bom kar malo kratila. Ja, z veseljem. Ja, jaz sem velik zagovornik tega, da pač vsak način zdravljenja ima svoje mesto. Zdaj, če imaš ti polomljeno nogo, lahko ti še toliko meditiraš, po vsej verjetnosti se ti ne bo sama naglihana. Ne? No, ne vem, če Joe Dispenza On pravi, ja, tudi obojeve kode poznamo. Razen v ekstremnih primerih, bomo se zdaj politično pa korektno izrazili. Da pazimo, kaj govorimo, ker smo. Ja. Ampak pač vsaka oblika zdravljenja ima svoj namen, absolutno. In tle se mi zdi pač kombinacija tega, tudi ko se vse več govori o celostnem pristopu. Tako, ta celostni pristop. Zato sem to poudarila, ker nočem, da bo kdorkoli razumel, kot da ne verjamemo. Da smo proti temu, ali pa da ne verjamemo tablete, ali pa to delec stran od tega. Kakorkoli sem znala potem, da ogromno govorimo o probiotikih, črevesu in mikrobioti. Nisem nekdo, ki je proti antibiotikom, sem pa nekdo, ki je proti zlorabi antibiotikov, ki se danes dogaja. Jaz se spomnim tudi, ko sem bil otrok, sam prišel si zdravniku, še povedal nisi, kaj ti je bilo, so te že nafilali z antibiotiki. Zdaj ne rečem, če imaš ti neko hudo gnojno angino, neko okužbo, absolutno, zakaj bi se zdaj telo materilo, če mu lahko pomagamo, ampak tako kot se reki, če je res temu tako. Tako, in se, sam da še to dodam, in se zaveda, da je treba zdaj pa delovati preventivno, da se to ne bo ponovilo. Ker ne, da pol rečemo, se pridobim antibiotik, takole me pozdravim in to je to. Vsaka dejanje nosi tudi svoje posledice in tako tudi uživanje antibiotika. Ni nedolžno in zato tudi v bistvu zdravniki ga ne jemljajo načeloma nedolžno, sploh tisti, ki se ukvarjajo z mikrobioto človeka, ker vejo, kaj to pomeni in kaj to pusti za sabo. Ja, res je. Prvi korak spanje. Spanje, ja. Super korak, jaz ga bom zdaj ful upoštevala, če bo kdo rekel, zakaj me ni, regeneriram se. Ja, in še tukaj da dodam, slabo vest imamo dostikrat, ko počivamo. Ja, o moj bog, to ni prav. Moramo počivati in spati z... Bog ne dej se ustaviti, Bog ne dej nič delati, Bog ne dej dati noge gor. Ja, tudi se mi zdi, da mogoče nas je bilo veliko tako tudi vzgajanje, da je to pač grozno, kako si ti upaš ustaviti in tako. Tako da ja, tudi to se mi zdi, pač ta... To pogledna hrana, tista, na katero moramo delati. Res je. In v bistvu se pa tudi vidimo, največji del dobimo tudi takrat mogoče, ali ko smo spočiti, ali pa mogoče tudi, ko nimamo kaj za delati. Ampak ta nimamo kaj za delati je zelo pomemben. Ker nismo v krču, pa nismo preutrujeni. Tako, zelo logično. Tako da počitek je pomemben. Zelo pomemben. Športniki to vejo, zdaj pa moramo tudi mi vsi ostali zavesti to. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je hrana. Vem, da se o tem ogromno govori, vem, da je milijon, toliko, kar je ljudi, ki govorijo o hrani, toliko zdrave hrane. Pač žal, ki smo. Ampak v osnovi mislim pa, da se moramo zavedati ene stvari. Najlažje vam je tako, ko greste, ko se prehranjujete, ko si date na krožnik hrano, pogledajte to hrano, kaj je na krožniku. Ali hranite zdravje, ali hranite bolezen. Ne morete obojega. Pa lahko s čokolado, pa s palačinkami, pa s Nisem proti, vse to jaz jem. Vse to jaz jem. Ni pomemben, kaj delamo občasno, pomemben je, kaj delamo vsak dan. In zdaj, če vsak dan na našem krožniku za zajtrk palačinka z nutelo, pa popoldne potem, ne vem, testenine s sirom ali pa meso, pa zvečer zrezek, vsak dan. Tukaj se mi pa zdi, da ta naglica življenja, da je naredila svoje. Včasih smo vsaj domov prišli na kosilo, mogoče ni bilo vedno kvalitetno kosilo, ampak se mi zdi, da tudi se več ne ustavimo toliko, da bi razmislili, kaj dejansko jemo, kaj dejansko počnemo, koliko dejansko tekočine popijemo, kako se razstrupljamo in potem imamo občutek, da smo, ne vem, vzeli 3 tablete, popili 2 kozarca vode in smo vse naredili. Ja, res je, se strinjam čist. Istočasno nisem nekdo, ki bi hotel, ne vem, delati slabo voljo, v smislu ne to jest, ful neke restrikcije, pa to, ker mislim, da nobena restrikcija na dolgi rok ne vodi v neki, ali sem pa pač jaz tak človek, ki tudi namaram ekstra restrikcije, in potem vsak izhaja tudi deloma iz sebe. Jaz tako pravim, 80-20 pravilo, tako kot posod v življenju, ti 20% lahko grešiš, pa ješ, kar ti paše, telo bo to shendlo, če ti 80% druge hrane mu daješ, zdrave hrane. Polnovredna rastlinska prehrana je bogata z vitamini, je bogata z minerali in najpomembneje v kroničnem pomanjkanju, danes smo v pomanjkanju vlaknin. In to je hrana za naše bakterije. Govorimo o proteinih, mislim, da je zelo, moje mnenje je, da je zelo preterano to.
Govorimo o ogljikovih hidratih, o maščobnih dietah, visokomaščobnih, nizkomaščobnih, visokoogljikovih hidratih, nizkoogljikovih hidratih, visokobeljakovinski, nizkobeljakovinsko. Nobenega ne slišim, da govori o vlakninah. Ampak vlaknine so tiste, ki so ključne. Zato, ker to je hrana za dobre bakterije v črevesju. V črevesju je sedež našega imunskega sistema, preko dvosmernega kanala je povezan z našimi možgani in pošilja informacije v naše možgane in iz možganov v naše črevesje. Poteka dvosmerna komunikacija. In kar je zanimivo je, da več komunikacije poteka iz črevesja v možgane, kot iz možganov v črevesje. To mislim, da v zadnjem času smo že nekaj usvojili. Zaradi tega mislim, da se tudi mogoče sami lovimo, pa v poplavi probiotikov, pa v pospeševalcih, ne vem, prehrane prebave, prav. Kako pa tukaj po zdravi pameti zdaj? Ja, se pravi, mislim, da na koncu, če bomo iskreni sami do sebe, bomo vsi vedeli, kaj je zdrava prehrana, ne? In tudi vemo, da naši predniki niso zrastli na mesu vsak dan, na McDonald'su, na procesiranih živilih, na naprej pripravljenih živilih, niso. Če gremo raziskovati, bomo ugotovili, da so jedli kaj krompir, pa zelje, pa fižol. Vlaknina z vlaknino z vlaknino. Niso imeli antibiotikov, saj ne do te mere, recimo naše babice jih že niso imele, naše mame so jih imele, naše babice jih niso imele, seveda da one bodo drugače, tudi če so jih kasneje v življenju dobile, jih kot otroci, kot mladi niso dobila, in jedli so ogromno vlaknin, oni so na vsak način krepili svoje črevesje, ne vede, so to delali. In se pravi, kakor danes rečemo, hrana revežev, to ni McDonald's za €1, hrana revežev, govorim ta hrana, se pravi zelje, krompir, fižol in tako naprej, stročnice, je hrana, ki bo hranila naše zdravje. Potem pa pridemo do tega, da ljudje rečejo, ja, telo mi pove, kaj je tisto, kar se jaz dobro počutim, s čimer se jaz načeloma strinjam, dokler ne pridemo zdaj do toksične hrane, se pravi čokolada, McDonald's, kava, alkohol, stvari, ki definitivno pač neko zadovoljstvo absolutno v nas sprožijo, ampak mogoče ne zato, ker so tako zelo zdrave. Prejle so se pogovarjale zgodbo o siru. Ja. Jaz tudi ne moram brez sira, a vi tudi ne, se bom pridna. Tako, kar se tiče telo mi javlja, tega ogromno slišimo. Ja, jaz to res čutim, da to me dober dene. Jaz bom tako rekla, res je, po eni strani se učimo, posluši, kaj ti govori telo, po drugi strani pa rečemo pač, ne vem, se telo, če toksično ne bo. Zdrave informacije bomo sprejemali samo od zdravega telesa. Se pravi, če bo naše telo ne bo v presežku toksinov, če naše telo ne bo s slabim biološkim terenom, bo res javljal to, kaj potrebuje. Neko zasičeno telo s toksini, z odpadnimi elementi, s pomanjkanjem določenih hranilnih snovi, bo javljal, tako kot narkoman javlja, da želi še naslednji fiks, tako bo nam javljal, da želi naslednji fiks čokolade, burgerja, procesirane hrane, enako. Ko enkrat telo prečistimo, in to se zelo dostikrat vidi, jaz recimo ljudem rečem za začetek, pejte vsaj na 1 liter zelenega smutija na dan. Seveda za nekdo, ki ima težave z želodcem, to ne bo za njega, ampak pejte na 1 liter zelenega smutija na dan. Čisto enostaven, 80% špinače, malo borovnic, kakšno jabolko, voda, miks, zelenina semena, miks. Se pravi, nobene večje fizike, matematike in tako. Po enem mesecu tega pitja mi povejte, kaj vam javlja telo. Ker v tem času bomo mi že nahranili druge bakterije v črevesju, to dobre bakterije, patogene bakterije ne bodo dobivali, ker moramo povedati, v črevesju imamo nevtralne bakterije, patogene pa dobre probiotične bakterije. In bistveno je ravnovesje med njimi, ta simbioza. In ko pride do disbioze, do padca dobrih, porasta patogenih, takrat govorimo o bolezni oziroma o začenjanju nekega bolezenskega stanja. In zdaj, ko mi začnemo hraniti dobre bakterije, imajo one okolje, vedno več jih je in okolje je za njih primerno. In takrat poteka ta dvosmerna komunikacija, nam začne telo javljati druge želje. Takrat ne bo taka želja po čokoladi, ampak bo, se verjamem, da ne verjamete, ampak probite. Ne, ampak je res, jaz sem svoje čase res zelo veliko kave popila. Potem enkrat, ko ugotoviš, da jo res ne rabiš, pa se mogoče ti ne paše vedno biti brez, ampak zdaj recimo vidim, če jo popijem po 11. dopoldne, ne bom zaspala. Potem pa namesto, da bi mačke imel po noči težile jaz. Ampak dejansko je to, ker ne prečistiš svojega telesa, tega sploh ne moreš imeti. In ne moramo govoriti, da nam takrat toksično telo, tako kot v toksičnem odnosu ne bomo mogli slišati, videti sebe, tako toksično telo, toksično tukaj v narekovajih, seveda nismo mi. Ja, je pač zakisano, kakorkoli. Vse podobno tudi, recimo, če se vrnemo k najbolj klasičnem, pa najbolj plastičnemu primeru, ko govorimo o odvisnosti od drog.
s komerkoli se recimo tako pogovarjamo, je v fazi, ko bo rekel, vse s to obvladam, lahko neham kadarkoli, pa neha za 15 minut. Se pravi, ja, pač je varljivo, s tem ni nič narobe, da si priznamo, da mogoče pač ta občutek ni pravilen. V vsaki odvisnosti bodo ljudje rekli, jaz lahko neham kadarkoli. Jaz jim verjamem. Jaz tega ne rabim. Jaz jim verjamem. Nehajo res lahko kadarkoli. Sam ustrajati v tem, da se ne ponovi, pa ne bodo. Ker kadilec bo tudi nehal kaditi 10-krat. Vse nehal je, sam je začel nazaj kaditi. Tako da treba je pač nehati, pa na tem ustati, je pa nekaj drugega. To pa potem bodo ljudje ugotovili, da jim mogoče ni tako enostavno. Sir, kot smo prej omenili, sir ima molekulo v sebi, ki zasvoji naše telo. Kazemorfin se imenuje in daje občutek, da nas skozi vleče nazaj, da bi mi to skozi jedli, kot katolička vleče nazaj k mami. Jaz moram priznati, da sem imela obdobje v življenju, ko je bil parmezan v vsem, v juhi, na solati, na makaronih. Mislim, to je bilo res, to ni bilo zdravo. In potem sem si takrat govorila, je že nekaj tajskega noter, kar telo potrebuje, mogoče je pa to kalci. Najdemo milijon in en izgovor za tisto, čeprav tukaj sem vedela, da to ne bo najbolj v redu. Ampak ta glasek je bil stran. Ti pa dober. Ja, to delamo. To vsi delamo. To vsi delamo, ja. Ampak zato, če govorimo o zdravju, o hranjenju, zdravju, o preventivi in o tem, da v bistvu smo zelo bolani narod. Jaz sem enega, kot cela populacija, mislim, ne samo mi. Jaz sem enkrat enega zdravnika poslušala, ameriškega naturopata, ki je rekel, kdo je rekel, da živimo dlje. In tako smo bili pa mi vsi, ja, vsi živimo dlje. Ko se to pa ja, sem rekel, ne, umiramo dlje. Ja, in to je res. To je res, ja. Mi umiramo dlje časa. Na tabletih, na podpori, na to se še enkrat super so določene tablete, zakaj, ampak životarjenje na tabletih. Da se umetno, ko vidiš, to ni življenje. Ok, mogoče oseba umrla pri 95 letih, ampak ne povemo pa, da zadnjih 10 let je v bistvu njegovo ali pa njeno življenje ni bilo vredno besede življenje. Ali pa da je bilo to samo na tabletih, na zdravilih, ker ni to zdaj samo bom dobil tablete, pa je to. Vsako spet nosi nekaj za sabo. En tablet mogoče res ne bomo čutili, ampak ko smo bili v nekih kroničnih stanjih, ko pijemo tablete, ima pa vse svoje stranske učinke in pa rečejo, ja, sicer mi to pomaga, samo me zdaj to boli, pa me tisto boli, pa dobijo nove tablete proti bolečinam za to, pa rečejo, se mi to pomaga, samo zdaj pa želodec, pa dobijo tablete za želodec, se za želodec mi pomagajo, samo zdaj pa prebava, to je začarni krog. Never ending story, seveda. Tako da, ja, telo javlja, povejte mi po enem mestu skritijo, kaj bo javljalo telo. Se pravi, spanje, hrana, potem pa pač, da telesu tudi, seveda, hidracija itak. Kaj je hidracija? Jaz mislim, da še vedno je ogromno ljudi, ki pač pijajo čaj, Coca-Colo, neke sladke sokove v trgovini kupljene za nekaj centov in menijo, da so se dobro hidrirali. Ja, res je. Mi zdaj, če spijemo veliko vode, naenkrat spijemo liter vode in potem čez 15 minut gremo to polulati, to nismo se hidrirali, se nam je jasno, da je šlo not, pa gre ven. Največkrat se to zgodi, zakaj? Zaradi tega, ker ali pijemo premrzlo vodo in naš želodec, če dobi mrzlo vodo, zdaj že vemo, da koliko se govori, da se mora toplo vodo piti. Zdaj, če dobi naš želodec mrzlo vodo, jo mora segreti na določeno temperaturo, da lahko lažje absorbira. In zdaj s tem seveda porablja energijo. To pa je nekaj časa bil tako zelo modern na svet za hujšanje. Jejte mrzlo, da bo telo moglo segreti in potem bo porabila več energije. Resno, to nisem slišala, ampak ja. Do neke mere res, ampak ne tako. Tu smo zdaj, koliko je to zdravo. Ne to delati. Ker potem bi nekaj kock ledu na dan pojedi in taki. Ja, ne to delati, ker tudi tam vnos mrzle hrane v naše telo, ki je na bistveno višjih temperaturah deluje, ni ok. Tudi v kitajski medicini je hlad in vlaga naš sovražnik v presežku. Tako da ja, se pravi, treba je piti toplo vodo, da naše telo lažje absorbira, ne naenkrat pol liter vode, ker naše telo ne bo naenkrat toliko absorbiralo, ampak redno čez dan požirek po požirek vode, pal požirkov vode, ki naj bo vsaj sobne temperature, to pa bo že prispevalo boljši hidraciji. Če oseba še vedno nima občutka, da je dovolj hidrirana, obstajata dva načina, kako si lahko pomagajo. Recimo zeleni smuti so eden od načinov, ki bo zelo shidriral. Zakaj? Zato, ker bo tudi vsa voda iz sadja in zelenjave prišla v naše telo. Zakaj? Ker je to napitek, ki je poln vitaminov, mineralov in živih encimov. In to pomaga pri absorpciji v celice. Zato recimo tudi voda, če se ne hidriramo dobro, si lahko pomagamo tako, da v njo dodamo elektrolite in bodo omogočili vodi lažjo absorpcijo v celicah.
Ali pa da dodamo mogoče na jezik si zrno ali dve čiste, prave, nerefinirane morske soli, ker je tudi bogata z minerali in na ta način bomo omogočili boljšo absorpcijo. Tako da to je ene par variant, kako. Ja. Tako da to je, kar se vode tiče. Ne? Potem pa seveda pridemo tudi pač v današnjem svetu do prehranskih dopolnil. Določena so, po mojem mnenju, obvezna skoraj tako, kot hrana. Če malo pretiravam, ampak skoraj tako. Ja, bom rekel tudi, če primerjamo hrano, ki smo včasih zaužili, ali pa zdaj, ki je vseeno polno pesticidov, ki je mogoče pobrana, ne vem, velika večina, to jaz lahko za gotovosti povem, banani iz Ekvadorja, ki gre ven, tudi slučajno še niso zrele. Ne? Tako da v bistvu tudi sama kvaliteta hrane, ne glede na to, da mogoče jemo lahko veliko sadja, veliko zelenjavi, ni nujno kvalitetna. Tako je, ni nujno kvalitetna in tudi koliko jo pojemo. No ja, kako smo zdaj? 2 jabolka na teden, yes. Ja, nekateri tudi to, ne? Ampak določene prehranske dopolnila, ki so po mojem mnenju nujna. Eden je vitamin D3 in svetujem redno uživanje skozi. Mogoče, ker ste na dopustu, ne, drugače pa skozi. D-vitamin smo mi opozarjali že pred covidom, ampak do takrat ga nihče drug ni omenil in to je tako, zakaj se je sonce, recimo danes sonce zunaj sije, pa narabimo ga. Mi moramo biti res, odvisno sicer od tipa kože, nekaj časa na soncu nezaščiteni, da je sonce pod pravim kotom pada, da mi absorbiramo dovolj vitamina D3. Jaz sem nekje prebrala tudi, da mora priti čez oči, se pravi vse te neki klobuki, kapce, sončna očala, kontaktne leče in tako naprej. Nobene sončne zaščite, SPF-jev in tega, vse to blokira. Tako da oblačila blokirajo, vse to blokira. In potem ugotovimo, da v bistvu v našem geografskem pasu praktično nikoli ni idealnega časa, če pa že je, pa mi v bistvu na drug način blokiramo to absorpcijo. Tako da vitamin D3 je glavni regulator, eden glavnih regulatorjev imunskega sistema, je v resnici prohormon, tako da je sploh ni vitamin, tako da je upleten tudi v hormonska stanja. Pri ženskah vemo, kako smo ciklične, koliko je to vedno večja težava, tudi zaradi teh hormonskih motilcev, ki so praktično povsod. In brez dovolj vitamina D3 so določena kronična stanja, ki se bodo pojavila, oziroma tudi pri vnetnih stanjih naše telo uporablja vitamin D3. Tako da D3 jaz dodajam vsepovsod. Voda pa D3. Voda pa D3, pa jaz zelo veliko svetujem še dva dodatka, sta mi zelo pomembna. Eden je magnezij, naša prst je oropana magnezija, bistveno manj, kot ga je bilo včasih. Z pesticidi in vsem, kar uporabljamo, onemogočamo tudi rastlinam, da tisto magnezija, kar je v prsti, da dovolj absorbirajo, dovolj učinkovito absorbirajo, istočasno pa je poraba magnezija v telesu vedno večja. Vsaka molekula zaužitega sladkorja počrpa ogromne količine magnezija v našem telesu, ki je bazičen mineral. Vsako stresna situacija nam črpa magnezija. Veliko živil, ki zakisajo naše telo, naša tkiva, tukaj je ta kamen spotik je med uradno palitativno medicino, da zakisenosti ni, ampak tam se govori o zakisenosti krvi, mi pa govorimo o zakisenosti tkiv. In črpa bazične minerale iz telesa, med katerimi je pač magnezij. Tako da je tudi sodeluje v hormonskih procesih, tako da je več kot 300 znanih encimskih reakcij vezanih na magnezij. Tako da je zelo pomemben in je najmanj, kar lahko naredimo, da ga dodajamo. Tretji je vitamin B12. Določene severne države celo razmišljajo, da bi ga dodajali v prehrano, tako kot recimo se pri nas dodaja jod, zaradi tega, ker je toliko populacije v tako grozljivem pomanjkanju vitamina B12 in povezan je tudi, recimo, ene študije ugotavljajo, da je veliko tako imenovanega Alzheimerja ali demence, ki se kasneje izkaže, da to ni v resnici pomanjkanje vitamina B12. Da ga mi absorbiramo, potrebujemo dobre želodčne funkcije, dobre prebavne sokove, da se to lahko ta vitamin veže na intrinzični faktor in se potem absorbira v naše telo. Pri starostnikih je to ponavadi in pri vseh, ki imajo zaviralce kisline protonske črpalke, je to bistveno slabše poteka ali celo minimalno in je to treba dodajati. Vpliva na spomin, koncentracijo, na cel nevrološki sistem. Tako da B12 je recimo tretje in četrto so probiotiki. Ne rabite jih jemati skozi, ne rabite pač z njimi biti, da jih imate skozi kot dodatek, ampak smiselno pa je, da vsaj enkrat do dvakrat na leto se naredi terapija probiotična, ki naj traja vsaj 2 meseca. Probiotiki nekaterikoli, zato ker ne bomo naredili, a ne z njimi, morajo biti klinično testirani, morajo biti humani sevi, da vemo, da imajo merljive učinke na naše zdravje, katere so to merljive učinki in da vemo, da pridejo v črevesje.
ker drugače pač te razne marketinške, kako ne rečem, marketinški triki, kako imamo posebne kapsule, to pač že kaže lahko, da je vprašanje, če je probiotik ima vse te kriterije, ki sem jih naštela. In s tem v bistvu krepimo sedež imunskega sistema v črevesju in na ta način spet omogočamo, da ima naše telo gradnike, da se sam bori proti vdorom patogenih mikroorganizmov. Ali bi bilo smiselno najprej narediti, ne vem, razstrupljanje telesa, preden se lotimo probiotikov in tako naprej? Ne, to je največja napaka v bistvu, ki jo ljudje delajo, da se grejo najprej razstrupljati. Ampak, kot sem rekla, če nimamo mi dovolj močnega biološkega terena telesa, ga bomo naredili slabše. Ker naše telo se itak zna samo razstrupljati. Ampak zakaj se je nehal, oziroma zakaj se ne razstruplja toliko dovolj učinkovito, kot se je doslej, je zato, ker nima gradnikov, ker nima dovolj določenih vitaminov, mineralov, ker nima mogoče dovolj močnega črevesja. Lahko ima propustno črevesje, pa se tam reabsorbirajo določene že odpadne snovi, določeni hormoni, ki so jih jetra že predelala, poslala v črevesje, ampak črevesje recimo nima sten dovolj močnih, imamo ta leaky gut sindrom, ki ga pri nas, mislim, da uradna medicina še ne priznava, v tujini pa že, ko se lahko reabsorbirajo mikromolekule v naš krvni obtok in spet delajo težave. In zdaj, če bomo mi prisilno hoteli od telesa, da nekaj naredi, kar že zna, ampak ne dela zato, ker nima, ne vem, odprtih drenažnih poti, nima dovolj močnih razstrupljevalnih poti, potem v bistvu je to tako, kot totalno obremenimo. Totalno obremenimo. Ja, razumem. Tako da najprej podpreti telo, najprej mu dati gradnike in velikokrat se zgodi, da dodatnega razstrupljanja mogoče sploh ne bomo rabili. Veliko se govori tudi o krepitvi imunskega sistema. Ja. Kaj bi nam tu svetovali? Točno to, kar smo govorili. To, kar smo zdaj govorili, to je že krepitev imunskega sistema. Se pravi, dali smo mu to, kar potrebuje telesu, počitek, primerno hrano, primerno hidracijo in gradnike, vsaj osnovne, ki jih potrebuje. In na ta način bo telo bolj pripravljeno. Seveda lahko potem v času bolezni, v času porasta virusnih obolenj in drugih nalezljivih bolezni, lahko pač telesu damo več, se pravi, dodamo C-vitamin. Recimo, C-vitamin je zame alfa in omega. Jaz ga res redno uživam v višjih količinah, kakor, ne vem, seveda z malimi dozami, 50 mg na dan ne bomo dosegali. Ampak recimo dodajamo C-vitamin, dodajamo cink, o katerem se tudi veliko govori lahko, dodajamo beta-glukane, ki so tudi močni imunostimulansi. Tako da več je potem še možnosti, kako se podpremo, ampak jaz pravim, da imamo vsaj osnove. Ja, seveda smo se zelo zapošli v čas, ko bi zdaj nezdravo se prehranjevali, ne se gibali, pa bi pa 3 tabletke popili in bili zdravi, predvsem pa mladi. Ja, res je. Kaj pa so mogoče najbolj pogoste težave, s katerimi pridemo k tebi? Zdaj seveda imunski sistem je skozi na udaru, ogromno je težav z želodcem in to kroničnih težav z želodcem. Ogromno je težav s črevesjem, zelo veliko ljudi ima težave s črevesjem, pa sploh nekaj časa ne ve, da jih ima, ker se jim zdi odvajanje blata vsak drug dan, vsak 3 dan, vsak 4 dan ali vsak 5 dan normalno. Ja, zelo veliko to slišimo, jaz pač tak sem, tako prebavo imam. Kaj je zdaj normalno, pa kje je mogoče rabimo? Lahko je to za to osebo normalno, ker je to edino, kar pozna. Pač skozi ima tako prebavo in zdaj je normalna. Ni pa to zdrava prebava in ne bi smela biti normalna takrat za njega. Se pravi, odvajanje blata mora biti enkrat do 2-krat na dan. Ne večkrat, ne po vsakem obroku. Blato mora biti primerno konsistence in vidimo tukaj v bistvu dvoje. Ali da imajo ljudje prehitro prebavo, 2, 3 ali večkrat na dan, ali imajo počasno prebavo, leno prebavo, manj kot enkrat do 2-krat na dan, ali imajo kombinacijo obojega, tako imenovano sindrom razdražljivega črevesja, kjer je oboje kombinirano, enkrat tako. Skratka, težav z črevesjem je zelo veliko. Ampak šele zdaj ljudje ugotavljajo, mogoče pa res nekaj ni. Ja, pa se mi zdi tudi zelo velike na socialnih omrežjih sploh reklam proti napihnjenosti in tako naprej, da mogoče tudi preko tega smo začeli mogoče se opazovati malo bolj. Zato se mi zdijo socialna omrežja, da imajo svoj plus, svoj velik plus. Sigurno, njihovo zaveščanje in tako. Zaveščanje veliko govorimo, ker ne vem, mogoče nekdo napihnjen skozi, pa misli, da ima samo pač trebušček skozi, ampak v resnici je pa napihnjen in potem je, okej. A jaz lahko kaj naredim, in potem se najdem simptomih in reče, to sem pa jaz in začne razmišljati, da mogoče pa ni vse tako kot so mislili, da je. Okej. Jaz bi mogoče predlagala, da če ima kdo še kakšno vprašanje, da naj se javi, sicer pa na svoji spletni strani, ona ima že ogromno vsebine gor, tudi ogromno stvari najdla, tako da kje te najdemo? Se pravi, trgovina je v Ljubljani, reče se ji Orka. Ja, trgovina v Ljubljani, reče se ji Orka, nahajamo se na Komenskega ulici 44 in tako da lepo vabljeni k nam, imamo tudi spletno stran,
Tam najdete vse informacije, imate tudi 2 brezplačna webinarja, ravno na temo želodca in temo črevesja, oziroma še na temo ledvic. Tako da je veliko brezplačnih vsebin, kjer se najdeš v bistvu, vidiš, a se najdeš kje v čem, a imaš kakšne težave in kako si pomaga. Tudi veliko brezplačnih vsebin. Res tudi na Instagramu si zelo aktivna. Ja, se kar trudim, da čim več. Gospodi bova dala še vse linke in kontakt. Jaz ti bom pa še enkrat rekla najlepše hvala. Z veseljem. Pa šel si še kakšno vprašanje, pa se še kdaj vidimo. Z veseljem. Hvala.